izjemne zasluge za razvoj tega oddelka. Dolga leta delo v izjemno težkih razmerah, popolne kadrovske, torej slabe zasedenosti. Jasno pa je, da tudi, mislim, znano je verjetno, pa se to ne velja samo za ta oddelek, da vsaj mi mislimo, da je kadrovsko še vedno prešibko v besedi. Še posebej pa na sestrskem. Tako da morate razumeti, da so stvari kompleksne in da posebej ti oddelki intenzivne terapije delajo v izjemno težkih pogojih. In pač jaz bi želel, da te ljudi razumete, čeprav je tukaj več glede odgovornosti subjektivne za, ne zdaj za strokovno delo, ampak za reagiranje na to, da se nekaj zgodi. Da se nekaj zgodilo, kar je bilo verjetno prvič za vse. In tisti, ki so neposredno vedeli za zadevo, saj kolega Radan je pravzaprav poskrbel, da se je v oddelku relevantni hitro razvedelo, so reagirali. Kolegica, ki je to prva vedela, oziroma kolegici, ki sta prvi vedeli, sta šli takoj povedati nadrejeni. Tako da jaz bi želel, da se ne razmišlja o tem, da je kar cel oddelek zdaj kolektivno kriv. Nadrejeni se ni znašel. Dokler jaz razumem, je bil v velikih dilemah. To je bil en cenjen kolega. To so težke situacije, posebno, če se prvič s njimi soočiš. Kolega se ni znašel in mislim, in sem jaz žal moral ugotoviti, to vem že skozi, ampak nisem tega odpiral, ko me je strokovni direktor vprašal, jaz sem izgubil zaupanje v vodenje, v sposobnosti vodenja kolegov. Nisem izgubil zaupanje njega kot strokovnjaka. To je vse, kar bi rad povedal ljudeh tega oddelka, ker tukaj se nekje skrivajo ti dvomi subjektivne krivde o reakciji na ta tragičen dogodek. Jaz mislim seveda, da kot je gospa novinarka omenila, verjetno bo treba premisliti določene postopke, da ne funkcioniramo kot neka, tako rečem, rigidna hierarhična struktura, ampak da v določeni točki, tako rečem, podrejeni začnejo bolj razmišljati z lastno glavo. Vprašanje, če je tak čas bil že potečen, ker nadrejeni, da vodja oddelka, da rečem, je za zadevo vedel in vse v končni fazi je tudi poročal. Kot vem, se je tudi posvetil pred tem, skratka ni. Jaz njega nikakor ne obdržujem, da je hotel pomesti zadevo kot predrogo. Zato sem rekel, da se po moje ni znašel. Od tod naprej, vsaj kar se mene tiče, je pa to področje objektivne krivde, ki je pač široko odprto in vprašanje interpretacije. Hvala.